Domžalski športni park je v 32. kolu Prve lige Telekom Slovenije gostil obračun Domžali novomeške Krke. Rumeni so poizkušali na lestvici prednost pred Gorico povečati na 6 točk, novomeščani pa so se želeli s prvo zmago ob Kamniški Bistrici povzpeti na 9. mesto. Domači so znova zaigrali močno z desetkani, saj so zaradi različnih razlogov manjkali Žan Majer, Matic Črnic, Slobodan Vuk, Zenih Usmani in Alvaro Brači. Tekmo so s sredine igrišča začeli nogometaši Krke, ki so bili v prvem polčasu v podrejenem položaju. Prvo priložnost so si domači pripravili v 5. minuti tekme, ko je takole Lukas Mario Horvat zaposlil Antonija Manceja. Ta je prodrl proti kazenskemu prostoru, podal sredino do Šišića, ki pa ni prišel do zaključnega strela. Nova priložnost za Domžalčane v 13. minuti. Marko Alvir je takole našel Žuninja, ki je krenil v hiter protinapad. Odlično je podal na desno stran do Aladina Šišića, ki je močno sprožil po tleh, na pravem mestu pa vratar Miodrag Mitrović. 17. minuta, pri žogi Marko Alvir, predložek v kazenski prostor. Dobro je z glavo streljal Mance, na pravem mestu pa znova švicarski vratar Krke. 32. minuta, Repas z imenitno podajo na levo stran do Trajkovskega, ki je prišel do strela, toda meril je nenatančno. In še 3 minute pozneje, v 35. minuti, Vetrih z odlično podajo proti Šišiću, ki pa se pred vratarjem Mitrovićem ni najbolje znašel in prvi polčas se je končal z neodločenim izidom 0-0. Med odmorom brez zamenjav v obeh ekipah, prvo priložnost v drugem polčasu pa so imeli Domžalčani v 53. minuti. Repas za Manceja, ta je prišel do strela z levico, brez težav za Mitrovića. V 59. minuti lepa priložnost za Krko, Kostanšek takole za Welbeka, ta je močno sprožil z 20 metrov, zadev pa je desno vratnico. Minuta pozneje nova priložnost za Krko, Fučak z razdaljo odbija Maraval, potem še Luka Majcen, Aksel Maraval pa se je znova izkazal. 67. minuta, Žuninjo na desno stran proti Aladinu Šišiću, odlično preigravanje igralca Domžal, močan strel, pred vrati pa je blokiral branilec Bogdan. 70. minuta, podaja Skota Trajkovskega, do strela z glavo Dobrovoljca, toda brez zadetka za Domžalčane. V 73. minuti napaka Horića, pri žogi Fuček takole je podal do Majcna, ta je prišel do strela, znova pa se je izkazal Maraval. 77. minuta, iz avta Žuninjo, Antonio Mance je žogo namestil v Šišiću, ta je sprožil z levico, Mitrović je sicer njegov strel ubranil, žoge ni uspel zadržati in dovolj vztrajen je bil Antonio Mance, ki je dosegel svoj 10. gol v letošnji sezoni in 13 minut pred koncem tekme popeljal svojo ekipo v vodstvo z 1-0, torej lepa prednost za Domžalčane pred zadnjim delom tekme. Ta prednost se je še povečala v 84. minuti, ko je takole prodiral Žuninjo, prekršek Marija Brkljače. Vojko Goričan mu je najprej pokazal rumeni karton, potem pa zaradi ugovarjanja neposredni rdeči karton za nogometaša Krke in Domžalčani so na igrišču ostali z igralcem več in s prednostjo 1-0. Kljub temu se Novomeščani niso predali. Poizkušali so z visokimi podajami v kazenski prostor Domžal, najprej je zgrešil Marin Perić, potem v 92. minuti nov predložek pred vrata rumenih, takole do strela z glavo Boccaccini, na pravem mestu Aksel Maraval in še zadnja priložnost na tekmi, 93. minuta, predložek Fučka, domači niso uspeli izbiti žoge, do nje je prišel Leo Ejup, ki je izid izenačil na 1-1 v zadnji sekundi tekme. Nimam besede, v 95. minuti dobimo gol, ko smo se toliko namatrali, da smo ga porinili v mrežo, pa preživeli toliko momentov težkih v tekmi, pa si privoščimo, da ga v 94. minuti dobimo. Meni je to tako grozno, da nimam besed, kako bi to opisal. Zdaj je
bo pa treba pokazati velik pogum, da bomo šli v Gorico odigrati to tekmo, ko bi imeli lahko situacijo več kot ugodno, ampak to nam je pač realnost, trenutna naša borba do zadnje tekme, verjetno nas čaka. In v tem momentu je pa ogromen šok, da na ta način spustimo to, kar smo si res težko priborili. Domžalčani so z remijem ohranili 4 točke prednosti pred četrto Gorico, ki bo naslednji nasprotnik rumenih. Tekma v novogoriškem športnem parku bo v nedeljo 8. maja ob 16. uri in 55 minut.